Zbrani smo tukaj pred osnovno šolo in vrtcem, s katero naš kraj živi in predstavlja srce naše lokalne skupnosti. Ponosni in veseli smo, da imamo danes naprej tudi pri nas, tukaj na šoli, nameščen defibrilator, odnosno AED. Kot sem že omenil, bo simbolično in smiselno v samem osrčju krajevne skupnosti Stročja vas naprava AED reševala življenje v tehničnih časom, ko zastane srce. Zato pomembno pridobitelj se zahvalim vam, ki ste nam to omogočili, občina Ljutomer, Zavarovalnica Triglav, območna enota Murska Sobota, zdravstveni dom Ljutomer in osnovna šola Stročja vas. Predstavnike te, županju magistru Olga Karpa, gospoda Štefana Ciguta, dr. Suzano Makote in gospod Mateo Lespar, lepo pozdravljam tukaj med nami. Vsem še enkrat iskreno hvala. Jaz tako pravim, če delaš dobre stvari, potem si seveda bolj bogat. In v naši občini se res dogaja veliko dobrih stvari, še posebej pa smo veseli, ko nas za neko zadevo presenetijo tudi druge firme, ki z nami sodelujejo. In tokrat smo imeli res lepo priložnost, da so nas z donacijo za nabavo defibrilatora presenetili strani Zavarovalnice Triglav, katerim se seveda na tem mestu iskreno zahvaljujem. To je za nas res velika pridobitev, to je za nas 13. defibrilator v občini, seveda so bila prejšnje nabave, so bile posledica dobrega delovanja zdravstvenega doma, tokrat pa smo celo pridobili iz zasebnega kapitala to donacijo. Ko sem to seveda slišala strani direktora Zavarovalnice Triglava, gospoda Štefana Flisarja, sem bila vesela, posvetovala sem se seveda z tistimi, ki pokrivajo področje zdravstva, zdravstvenim domom, s krajevno skupnostjo in pa z ravnateljico osnovne šole Stročja vas. In smo bili takoj enotnega mnenja, da je najboljše mesto seveda tukaj, ki je sedaj nameščen. Tako da jaz res se iskreno zahvaljujem tako predsedniku krajevne skupnosti, ravnateljici, tudi VD direktorici zdravstvenega doma, da smo našli hitro skupaj lokacijo in se nekako vsi zavedali, da je to izjemno pomembno, da bomo se danes tukaj zbrali, da bodo tudi zaposleni zelo na strokoven in profesionalen način pokazali nam občanom, kako se z tem rokuje, kajti pri vsake take naprave, ki je zelo moderna, moraš biti zelo previden. Zavarovalnica Triglav poleg vsega ostalega skušamo biti tudi družbeno odgovorni. Že 2 leti smo se odločili, da zmanjšamo nabor in pa proračun za novoletna darila in del sredstva namenimo v dobrodelne namene in v bistvu je v 2 letih to 4. defibrilator, ki ga bomo danes podarili kraju Stročja vas. Upamo, da bomo lahko s to aktivnostjo nadaljevali tudi v naslednjih letih. Kako skušamo pokriti sive lise na območju Pomurja, kjer teh defibrilatorjev še ni, ker se zavedamo, da je s podarjenim aparatom samo eno življenje rešimo v zelo dolgem obdobju, smo pravzaprav svoj namen dosegli. To je en vidik, drugi vidik je pa, če se krajani ljudje zavedajo, da je v bližini neka možnost, da če se karkoli zgodi, da se lahko tudi zadevo pravočasno reši, da v bistvu na nek način živijo bolj varno. Zdravo, novo leto. Se pravi, to gre za avtomatske defibrilatorje, ki so nameščeni na javnih mestih. Danes se namešča 13. aparat. Je pa tako, da pokriva občine Ljutomer, Križevci, Rožej in Razkrižje. Sama uporaba tega aparata ni zahtevna reč, vendar pa je zelo dobro, da se kontinuirano vršijo izobraževanja, da se nekako ljudem pokaže uporabnost, kako pristopiti, ker ko nastane na terenu ena situacija, lahko veliko dobrega naredite. Če je prisotna panika, potem se naredi veliko manj,
Zato smo se v zdravstvenem domu Ljutomer odločili, da se bomo redno pojavljali. Veseli smo vaših vabil, prihajamo med vas, tako da vam pokažemo, vas naučimo, da boste znali takrat, ko je to potrebno, se tega aparata lotiti, ker je, kot sem že omenila, uporaba enostavna. Ok, čestitam naj tudi svojemu namenu. Oziroma ravnatelj. Torej, da po 10 sekundah pač ide tisti človek v nezavest, po 4 minutah so okvarjeno možgani. Ne morete nič narobe narediti. Pristopite, preverite, ali je odziven, pokličite nas, pa začnite s temeljnimi postopki oživljanja, vzamete pa še defibrilator, tudi toga, da še vam toliko leži. Če defibriliramo v 4 do 5 minutah, se preživetje nekoga, ki ima toti ritem, kaj za defibrilirati oziroma stresni šok, poveča za 75%. Oživljati, koliko je že neko stopno srednji prstnega koša, ne? Po 32 so rekli, ja. Ja, tolerant. Analiziram srčni ritem. Ne dotikajte se pacienta. Analiziram. Ne dotikajte se pacienta. Odmaknite se od pacienta. Elektrošok priporočen. Odmaknite se od pacienta. Pritisnite utripajoči gumb. Zdaj. Elektrošok izveden. Začeti s temeljnimi postopki oživljanja. Lahko se dotikate pacienta. Postavite dlani eno na drugo.